Ker je gospod Zorčič skočil na rešilni čoln in zapustil ladjo z napisom SMC, mu po parlamentarni tradiciji več ne pripada položaj predsednika državnega zbora. A na veliko žalost koalicije še vedno živimo v demokraciji, kar pomeni, da je potrebno za njegovo odstavitev zbrati večino. Te pa, po najnovejši matematiki, nimajo. Zato so si obetali kak glas presenečenja strani opozicije. Pri tej šaradi, pri tej uzurpaciji, degradaciji državnega zbora ne moremo sodelovati in bomo sejo glasovanja obstruirali. Hvala. Za njimi so iz dvorane odkorakali še SD, Levica, Stranka Alenke Bratušek in novo ustanovljena poslanska skupina Nepovezanih, kamor se je iz SMC preselil tudi Zorčič. Ja, zgleda je obstruiranje nova beseda, s katero opišeš, da si vzel fraj dan. Jaz ne vem za vas, ampak jaz sem v srednji šoli obstruiral kar nekaj ur matematike. Ker si glasov s strani opozicije več kot očitno niso mogli obetati, so se v medijih takoj pojavila namigovanja, da bi manjkajoči glas lahko prispevala tretja skupina državnega zbora. Poleg koalicije in opozicije v hramu demokracije namreč sedita še dva, ki sta tam preprosto zato, ker morata biti. In ne govorim o varnostniku in o vratarju, ampak o dveh še manj vidnih predstavnikih parlamenta, o poslancih narodnih manjšin. Mislim, da je smisel tajnega glasovanja ravno ta, da poslanci imajo zagotovljeno, da pač izid glasovanja oziroma kako bodo glasovali, tega ne povedo. Malo imamo sicer nekaj dvomov glede na včerajšnje darilo ministra Počivalška madžarski narodni skupnosti, govorimo o 2,8 milijona spodbud za madžarska podjetja. Kljub očitkom je poslanec madžarske skupnosti najverjetneje ostal neopredeljen in ni prispeval k rušitvi predsednika državnega zbora. Podobno kot prejšnji teden ni prispeval k rušitvi kulturnega ministra, ker mu je všeč, da se iz državnega proračuna še vedno snema oddaja Mostovi Hidak. Politično smo se torej znašli v položaju, kjer večine nima ne koalicija, niti opozicija. A k sreči obstaja enostavna rešitev. In sicer, da se v parlamentarne klopi vrne gospodarski minister Počivalšek, ki bi s tem izrinil nadomestnega poslanca Gregorja Židana, ki je prestopil v SD. To bi bila neka zelo nenavadna politična akcija. Mene to spominja mogoče na tisti film Terminator, veste, ko se vrne v preteklost zato, da bo likvidiral nekega vodjo upora. Jaz sumim, da on ni videl tega filma. Ker če bi Počivalšek bil Terminator, se ne bi vrnil v preteklost pa zamenil predsednika državnega zbora, ampak bi se vrnil v preteklost in pobil Zorčičeve prednike, tako da ta nikoli ne bi postal predsednik državnega zbora. Kar je pa ekstremno celo za Počivalška. Čeprav moram pa priznati, da bi se mu kar podal stavek: "Jaz bom prišel nazaj." Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.